Najcilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Preddvoru. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 15 minut. V središču Preddvora stoji ta čudovit grad Dvor. Poskusila bova tradicionalno preddvorsko jed. Razgled iz tukaj pa je naravnost osupljiv. In pa še trenutna lestvica top 10. Poglejte tole. Sva na razgledni točki na Možjanci in destinacija je res čudovita. Pod nama se razprostira cela dolina, razgled iz tukaj pa je naravnost osupljiv. Na voljo je tudi prostor za sedenje in miza. Seveda pa tudi tabla, kjer lahko vidite, katero goro gledate. Storžič, Grintavec in Krvavec, katerega lahko opazite tudi v najini 9. epizodi Cerklje na Gorenjskem. V središču Preddvora stoji ta čudovit grad Dvor. Zgrajen je bil v 12. stoletju in je eden najstarejših srednjeveških gradov v Sloveniji. Na vhodu naj je pozdravila lastnica Tanja, ki nama je podrobno razkazala vse o gradu. Pa začnimo ogled. Najprej obiščemo sobo, ki lahko pri grofici kupite sladkarije. Preprosto izročite denar in ona vam da sladkarijo. To je res edinstvena izkušnja. In najboljši del, grad je poln skritih zakladov, kateri se lahko dejansko dotaknete. Nič ni za steklom, ampak lahko zgodovino res začutite s svojimi prsti. I can touch the money. Money. Vsaka soba je polna presenečenj. In pa ena stvar, ki nama je res pritegnila pozornost, je tale starošolski jurtik. Če mislite, da ni nikamor za iti, pomislite znova. Grad je poln skritih vrat. Kakšen čudovit začetek ogleda. Če ste si kdaj želeli postati princesa, je ta grad prava izbira. Tukaj si lahko namreč izposodite grajska oblačila, se vanje preoblečete in tako doživite pravo grajsko izkušnjo. Popolnoma se vživite v vlogo in začutite tisti pravi grajski utrip. Grad ima več kot 1 milijon predmetov, resnično 1 milijon. Vsaka soba vas popelje v drug čas. Od beneškega pohištva in zlatih poudarkov do kristalnih lestencev. Res se počutiš kot del kraljeve družine. Morda se zdi, da je vse to namenjeno damam, a brez skrbi. Imajo tudi nekaj za moške. Še nekaj, kar ne smete spregledati, je tale kapela. Od teh čudovitih lesenih detajlov pa vse do glavnega oltarja. Posebno simboliko pa nosijo freske na stropu. Zato si obvezno vzemite trenutek, da odkrijete, kaj vse skrivajo. To je grof Matic. In to je grofica Laura. Grad je čist poln grofic, vsaka pa ima svojo kraljevsko sobo. Celoten grad je res poln zgodovine, hkrati pa ponuja zabavne in edinstvene izkušnje. Tukaj se lahko oblečete v grofico in priredite dekliščino. Elegantna dekliščina v pravem grajskem slogu. Obleke so naravnost čudovite. Poglejte tole. Evo, in pa še moška soba. Klec, kjer se skriješ pred ženo. Prava moška jama s šahom, lovskimi spominki, mizo in drugimi rekviziti. Pot naj upelje do osupljivega razgleda na notranje dvorišče. Obstaja tudi vinska klet z več kot 7000 steklenicami vina iz različnih regij. Poleg tega imajo zbirko penin in nekaj zanimivih vinskih steklenic, med njimi tudi s horoskopom. Grad ima tudi taktilno pot za slabovidne in slepe, da lahko tudi oni uživajo v obisku. 13. decembra na praznik Svete Lucije poteka prav poseben dogodek, kjer lahko doživite grad tako, kot slabovidne osebe doživljajo vsak dan. Ta lokacija je preprosto osupljiva. Kavarniški del je starinski, a eleganten. Sladice in kava pa so odlične. Res, vse kot iz pravljice. Grad je bil skoraj v ruševinah, a zahvaljujoč Tanji in njenemu partnerju so ga začeli obnavljati leta 2021. Kar so dosegli v 3 letih, je res neverjetno. Čas za kosilo. Poskusila bova posmodulo, tradicionalno preddvorsko jed. Ime izhaja iz časa, ko otroci niso mogli počakati na peko kruha. Zato so mame vzele kos testa, ga sploščile, dodale nadev in spekle.
Ker je restauracija tematsko povezana z morjem, so poskusila tudi morsko hrano. Pico Gorski privez, ki je tudi ime gostilne. Komaj čakava, da poskusva. Ok, let's try postmodula. Hvala, super. Zakaj? Ja, Super je. Ale bolj taka kmečka, ali? fule dobro. Ja, Se smo stojali. Pa nekaj dela, pa potimo. Bo še vodila, greš do jezera, pa do Štorka, do poti, tako da. Ja, tako da smo. malo, ja, Da se zgona, ne? Ja, da je kalorije naprej. Ja, vse za to je. Jed je bila odlična, popolna za ljubitelja ocvirkov. Morska pica pa je sveža, okusna in dobro uravnotežena. Osebje je prijazno, izkušnja pa je edinstvena. 12 od 10. Usedla so se na klop ob jezeru Črnava, popolno za sprostitev, sprehode ali družinske aktivnosti. Pot je dobro vzdrževana in je ful lep razgled na gor. Tudi ustavi se lahko na kavici. In predzadnji postanek je grad Turen. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju. Ena pomembnejših lastnic je bila Josipina Urbančič Turnograjska, o njej malo kasneje. Leta 1909 je grad kupil baron Oton de Tela, vendar je bil grad po drugi svetovni vojni nacionaliziran, njega pa so izgnali. Leta 1975 je bil grad obnovljen, leta 1996 pa je postal dom za starejše občane Preddvora. Ob gradu stoji kapela iz 18. stoletja ter prijeten park. Spoznajte Josipino Urbančič Turnograjsko, prvo slovensko pesnico, pisateljico in skladateljico. Rojena leta 1833 na gradu Turen. Kljub temu, da ni imela formalne izobrazbe, je bila za žensko tistega časa zelo izobražena. Leta 1850 se je zaročila s pesnikom in politikom Lovrom Tomanom, s katerim se je med njegovim študijem v Gradcu izmenjala več kot 1000 pisem. Josipina Turnograjska je ustvarjala v času, ko je bilo pisanje v slovenščini izjema in ne pravilo, še posebej za žensko v svetu, kjer so prevladovali moški. Ponosno je spremljala svoje slovanske korenine in pisala izključno v slovenščini. Kljub zgodnjim kritikam je napisala 38 zgodb, v katerih se je osredotočala na zgodovino, politiko in močne ženske like. Napisala je tudi 3 pesmi. Najbolj znana med njimi je zapisana na njenem spomeniku Za menoj. Zmeraj krasna je narava in ta je bila napisana leta 1852. In ja, Zmeraj krasna je narava je kot nalašč za to občino. Za konec pa sva raziskovala skrivnosti preddvorskih štorkelj. Šla so skozi čaroben gozd, poln skrivnosti in pravljičnega vzdušja. Imajo tudi aplikacijo, ampak če imaš iPhona, ti ne bo delal. Na srečo je dovolj, da sledite poti in brez težav najdete pravo smer. Gremo! In evo, sva na pravem mestu. Tekmovala bova. Ok, 3, 4, zdaj. Imela si 16,5. Sem pa jaz na vrsti. 3, 2, 1. Bravo, imel si okrog 14 sekund. Sam sem skoraj padel, zato ker nimala športne obutve. Ne bova dovolila, da naj je to ustav. Ta sprehajalna pot je polna zabavnih aktivnosti. Na vsaki tabli piše, kaj morava narediti. Najti morava nekaj zelo mejhnega, nekaj zelenega in nekaj rjavga. Poglejte. Lejka je že zmagal. Ko smo mu izpraznila nahrbtnik, je bila na vrsti najina naloga. Nekaj zelenega, rjavga in mejhnega. Ko upraviš nalogo, jo preprosto označiš. Še en postanek pred zadnjim. Zdaj se obnašava kot mravlji in se pogovarjava med seboj. Hello, Tico. No, deva, označimo še to nalogo. Je! Tukaj pa še en majhen pogled v zadnji postanek. Končno so našla štorklje. Res zabavna in interaktivna izkušnja. Vsem lokacija dava oceno 10 od 10. Občina 17 od 212 končana. Na najini lestvici Preddvor skoči na prvo mesto. Če ti je serija všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje in družino in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!